Pri Mercedesu gredo stvari nekako takole. Najprej razred S pokaže vse novosti, luksus in najmodernejšo tehniko, nato pa to prejmejo tudi modeli, ki so na lestvici nekoliko nižje. Prvi po stopničkah za razredom S je razred E. In tako je tudi pri električnih avtomobilih, ki jim Mercedes dodaja še oznako EQ. Tako sta v enakem razmerju pionirska luksuzna limuzina EQS in pa njen prvi sledilec EQE, ki smo ga preizkusili tokrat. No, za boljše razumevanje pa najprej poglejmo, kakšno je razmerje med njima. EQS svojo ceno v vsakem primeru krepko presega 100 tisočakov. Prej bo njegova cena v realnih uporabniških primerih blizu 200 tisočakov. Torej, njegovi kupci imajo visoko kupno moč. Tako kot v primeru razreda S, gre namreč za luksuzno poslovno limuzino. No, roko na srce, visoko kupno moč bodo imeli tudi kupci modela EQE. Tudi tukaj namreč cena kaj hitro preseže 100 tisočakov. No je pa takole čez palec EQE od EQS za približno tretjino cenejši, če jo opremimo primerljivo. Ampak to ne pomeni, da je ponudba modela EQE bistveno skromnejša. To je namreč še vedno nešteto nujnih in manj nujnih, naprednih in domiselnih tehničnih rešitev. No, predlagam, da kar pogledamo v njegovo kabino. Moram priznati, da je bil tekom testa veliko moje pozornosti deležen pripomoček, ki meri onesnaženost zraka s trdimi delci. No in te podatke je še posebej zanimivo spremljati v zimski sezoni, torej v zimskem mrazu, ko je zrak še toliko bolj obremenjen zaradi kurjave. No in kot zanimivost, zelo lepo se vidi, kateri deli naselij so bolj ali manj onesnaženi. No, tukaj, kjer smo sedaj, torej ob Cerkniškem jezeru, tale nivo onesnaženja znaša 15. No in to ni niti blizu mojemu zabeleženemu rekordu, bilo je na avtocesti blizu Benetk, kjer je ta nivo kazal kar več kot 250. No in takrat je sistem sporočal, da je to našemu zdravju zelo škodljivo. No, ampak potem tale odličen Mercedesov sistem sporoči, da ne rabimo preveč skrbeti, ker je zrak znotraj kabine čist. No in zato poskrbi tudi s pomočjo ionizatorja, po želji pa lahko doziramo tudi dišavo. Ko smo že pri zimskem mrazu, ta je tekom našega testa bistveno vplival predvsem na značilnosti in rezultate modela EQE kot električnega vozila. Vemo, da se delovanje in zmogljivost baterijskih električnih pogonov v mrazu močno poslabša in razmere nam tokrat niso prizanašale. Veliko smo se vozili v temperaturah, ki so bile vsaj 3 stopinje pod ničlo. In v takšnih razmerah je z EQE zelo težko doseči porabo energije, ki je manjša od 30 kWh na 100 prevoženih kilometrov. To pomeni, da smo z enim polnjenjem poprečno prevozili le dobrih 300 km, kar je skoraj polovico manj od obljubljenih podatkov WLTP. A preden avtomobil obsodimo, naj dodamo, da je to preprosto težava vseh električnih avtomobilov. In, kar je še pomembneje, naše izkušnje z EQS govorijo močno v prid učinkovitosti Mercedesovih električnih vozil, ki so zgrajena na namenski EVA platformi. Tako glede na zbrane rezultate predvidevamo, da bo tudi EQE spomladi dosegal ugodne rezultate porabe, torej približno 20 kWh na 100 km, kar pa že zagotavlja električni doseg krepko prek 400 km z enim polnjenjem. EQE je seveda poslovna limuzina in tako smo z njim tekom testa kljub zahtevnim razmeram želeli upraviti čim več daljših voženj. No, tako smo se enkrat odpravili z dolenjskega konca na letališče v Benetkah in na tej poti je EQE seveda zahteval polnjenje. No, ker nismo želeli polniti v Italiji, smo zato še v Sloveniji v obe smeri naredili en krajši postanek za polnjenje. Polnjenje ne traja predolgo. Tudi v zimskih temperaturah smo namreč dosegali moči prek 120 kW, no in tako tisti, ki redno vozite električne avtomobile, že veste, da bodo tisti realni primeri polnjenja tega avtomobila vselej trajali nekaj 10 minut. Je pa bilo vselej pomembno, da smo tekom testa zaradi neugodnih temperatur veliko razmišljali o slogu vožnje. Voznik lahko namreč močno podaljša doseg s predvidevanjem.
Zavedati se je potrebno, da s takšnim avtomobilom vselej naokoli prevažamo približno 2,5 toni mase, še bolj pomembno pa je dejstvo, da EQE po zaslugi odlične aerodinamike res odlično jadra. Naš rojak Robert Lešnik je namreč s svojo ekipo ponovno poskrbel za ugoden aerodinamični koeficient. Ta sicer ni rekorden kot v primeru EQS, a 0,24 je med električnimi vozili še vedno eden najboljših podatkov. Tako se izplača, da se poigramo z nastavitvami jakosti rekuperacije, saj lahko avtomobil, ko spustimo stopalko za pospeševanje, zares dobro drži moment. Pri tem nam lahko pomaga tudi zelo koristna možnost inteligentne rekuperacije. Ta pomeni, da avtomobil njeno jakost vseskozi prilagaja. To počne s pomočjo podatkov iz navigacijskega sistema, pa tudi radarja. Tako vozilo optimalno zavira pred zavoji ali križišči, ali pa upočasni, ko dohitimo vozilo pred nami, četudi nimamo vključenega prediktivnega tempomata. Predstavniki znamke so nam ob predstavitvi dejali, da je EQE sposoben tudi dinamične vožnje. Za zdaj je to namreč najbolj dinamičen predstavnik EQ družine. No, mi bi rekli, da je dinamika bolj naloga različic z vrha ponudbe, torej tistih, ki imajo na začetku svojega imena še oznako AMG. EQE 350 Firmatic, ki smo ga preizkušali tokrat, pa je v prvi vrsti udoben. No in zato predvsem poskrbi izvrstno zračno vzmetenje, ki v komfortnem načinu daje občutek nekako umirjene plovbe. Če si tega želimo, se lahko na vozniškem sedežu sicer izjemno nizko sedi, pa tudi samo podvozje je precej nizko. A temu avtomobilu, sploh v tej različici, dinamika preprosto ne paše. Izjemno tišino v kabini lahko, če ga vklopimo, prekine le umeten zvok motorja in tega lahko uporabnik po želji prilagaja. Nam se zdi rešitev predvsem zanimiva, pa tudi koristna, saj umeten zvok kompenzira pomanjkanje bencinske zvočne izkušnje, s tem pa ima voznik lahko boljši občutek za hitrost. Tako je tudi štirikolesno krmiljenje bolj do izraza prišlo pri nizkih, kot pa pri visokih hitrostih. EQE lahko namreč poleg prednjih obrača tudi zadnji kolesi. Pri visokih hitrostih zadnji kolesi obrača v enaki smeri kot prednji in tako poskrbi za večjo stabilnost vozila v zavojih. Pri nizkih hitrostih pa se zadnji kolesni par obrača v nasprotni smeri. Tako je parkiranje in manevriranje z EQE resnično preprosto, prostor, ki ga potrebujemo za obračanje, pa kljub še vedno zajetnim meram povsem znosen. EQE v dolžino namreč meri skoraj 5 metrov, no in to je približno 20 cm manj od modela EQS. No, njegova medosna razdalja pa je manjša za približno 10 cm. Največja razlika med tema modeloma se tako pozna na zadnjih sedežih. Pa ne le z modelom EQS, ampak tudi s klasičnim razredom E. Tukaj jaz, ki imam 176 cm, še sedim zelo udobno, no ampak prostora za glavo, pa tudi prostora za noge, ni toliko, kot bi ga morda pričakovali ob pogledu na zunanjost avtomobila. In ob pogledu na zunanjost avtomobila tudi ne moremo zaznati še ene zelo pomembne razlike med modeloma EQE in EQS. In to je prtljažnik. EQE je namreč klasična štirivratna limuzina. No in medtem, ko EQS tukaj na široko odpre peta vrata, je odprtina za nalaganje pri EQE tako precej manjša. Pa tudi prtljažnik je s prostornino 430 litrov manjši za približno tretjino. No in ne nazadnje, EQE obstaja in bo obstajal le kot limuzina, karavana pa ne bo na voljo. Tako lahko zaključimo, da bo EQE ne le zaradi električnega pogona, ampak tudi zaradi ostalih značilnosti nagovoril nekoliko drugačne uporabnike kot klasični, vsestransko uporabni in pa dobro poznani razred E. V tem avtomobilu se je najbolje voziti spredaj. Poglejte.
Na testu EQE so nas navdušili tudi, po našem mnenju, najbolj napredni avtomobilski žarometi ta hip. Ti se lahko ne le odlično izmikajo ostalim udeležencem, ampak na vozišče s projekcijo rišejo tudi zelo koristne elemente, ki nam pomagajo v različnih situacijah. Predlagamo, da skupaj zapeljemo v noč in jih preizkusimo z vašim naslednjim klikom.